Pejte na policijo, dajte prijavo. Če govorimo tukaj o nekih investicijskih prevarah, so zneski tam povprečje, tam 10.000 evrov. Mala investicija za to, da pol več profitiraš. Tukaj gre bolj ali manj samo za psihologijo. Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo na današnjo epizodo, bi vas najprej zelo lepo povabila na našo novo spletno stran money-how.si. Tam boste našli cel kup nekih novitet, med drugim tudi modri AI. Gre za v bistvu nekakšnega finančnega pomočnika, ki vam poskuša pri reševanju takšnih in drugačnih finančnih dilem, in pa asistent, to je pa davčni asistent, ki pomaga pri oddaji davčne napovedi. To je tista nočna mora, ki nas čaka enkrat na leto, to je konec februarja, ampak vsem se mi zdi, da lahko tudi prav pride pri kakšni davčni optimizaciji, ali pa recimo, če želite narediti kakšen večji korak, prodajo ali nakup, da pač pogledate stanje preko tega našega asistenta. Poleg tega je ogromno veliko zanimivih člankov na različne teme. Vabim vas, da si pogledate in boste tudi se lahko na lastne oči prepričali. Gremo kar na epizodo. Jaz sem se tokrat odločila, da vam sporočim, da sem v bistvu prijavila, dala sem naznanilo kaznivega dejanja na policijo, in sicer sem prijavila vse te fake marje, ki se pojavljajo vse povsod na vseh možnih družbenih omrežjih in ponujajo preko DM-ov različne produkte, ki so evidentno nateg, prevara. Zato se mi zdi prav, da na to seveda opozorim s to epizodo in pa seveda tudi z nekaterimi informacijami, ki jih boste slišali v nadaljevanju, ki vas lahko mogoče kar presenetijo, glede na to, da je zelo veliko teh fake profilov, ki ponujajo vse živo, in tukaj na eni strani ste lahko žrtev vi in na drugi strani sem lahko tudi jaz, kajti meni se tehnično gledano dogaja v bistvu krivica, krade se ne samo moje avtorsko delo, ampak se v bistvu tudi krade moja identiteta in v mojem imenu se ponujajo različni produkti. Še enkrat, nikoli ne ponujam ničesar preko raznih DM-ov. Prosim, če vam kdorkoli karkoli pošlje, pa da vidite Marja Milič, obstaja zelo velika verjetnost, da to nisem jaz, tako 99,99999%, razen če seveda vi meni pošljete sporočilo, ponavadi tudi odgovorim, zdaj je seveda odvisno od situacije, včasih je teh sporočil kar malce veliko. Tako da še enkrat, sporočil ne pošiljam in prosim, bodite previdni, komu verjamete, na kaj kliknete, komu zaupate svoj denar. Res je ogromno nekih prevar in v obdobju AI, umetne inteligence, je zelo enostavno v bistvu sfejkati profile, sfejkati slike, tako da bodite previdni. Poslušajte v nadaljevanju pogovor tudi s strokovnjakom iz Varni na netu. Veliko novih stvari sem tudi jaz zvedla, med drugim moram priznati, da me tako gospod iz Varne na netu spodbudil, da sem dala prijavo na policijo, kot tudi policist, ki mu neizmerno zaupam in sem ga kontaktirala, večkrat je priskočil mi tudi na pomoč pri različnih zgodbah in mi je tudi v bistvu dal priporočilo, da dam naznanilo kaznivega dejanja policiji. Zdaj, kaj se bo dogajalo naprej s tem naznanilom, vam bom pa itak seveda poročala. Zaenkrat nisem dobila še nobenega odgovora, ko bom dobila odgovor, pa boste vi prvi, ki boste zvedeli, kaj so mi sporočili. Tako da, to je to, poslušajte epizodo, zanimiva je. Če boste imeli kakršnokoli vprašanje, pošljite na marja@money-how.si. Če niste prepričani, karkoli v vezi z kakršnikoli obvestilom, sporočilom, prosim, pošljite mi na ta mail, tukaj sem zagotovo na tej strani jaz, tako da bom odgovorila tudi na mail. Vse, kar dobite od fake Marij, prosim, pošljite mi, zato da bom jaz lepo imela vse to shranjeno nekje v mojem folderju. Tako da prijetno poslušanje.
Fake Marja na pohodu. Investiraj 1000 evrov in v 4 dneh zasluži kar 25 tisočakov. To je prelepo, da bi bilo lahko res, ne? A danes bomo govorili o temi, ki je že vse bolj prisotna tudi pri nas v spletnih prevarah in kraji identitete. Tudi sama sem bila večkrat tarča takšnih poskusov. Prevarante enostavno prekopirajo profil, fotografije in celo v mojem imenu pošiljajo potem sporočila in z vabili na nekatere sumljive platforme. Prejemam tudi sporočila ljudi iz finančne panoge, ki načeloma so finančno pismeni in pravijo, da bi lahko z lahkoto nasedli, če ne bi dovolj pozorno prebrali sporočila. Ob tem še opozorilo, sporočil z nekimi vabili na neke platforme ne pošiljam, pravzaprav sporočil sploh ne pošiljam. Torej, če ste dobili sporočilo od Marje Milič ali Money How, preverite profil in fake profile prosim prijavite. Pred mikrofonom je Tadej Hren iz Varni na netu in danes bova to temo secirala v globino. Pozdravljeni. Lep pozdrav. A greva mogoče kar na ta primer 1000 evrov, 4 dni, 25 tisočakov. To je kar taka zanimiva ponudba, ne? Če jo prejmeš preko recimo nekega sporočila na nekem družbenem omrežju, pa recimo, da spremljaš nek tak profil, kot je moj, kjer govorimo o investiranju. Ja, zelo zanimiva ponudba, ne. Vsak če bi bila taka varianta, ne, bi hitro pobral, ne, tako ponudbo, ne. Ampak ja, žal je seveda, ne, to ne gre, ne, na tak način, ne. Tukaj pač se je treba zavedati, ne, da napadalci, spletni goljufi so praktično povsod, ne. Oni povsod iščejo svoje žrtve in včasih je bilo recimo tako, da so pošiljali množico nekih tako malo bolj random sporočil, ne, in so pa lupali, da bo kdo nasedel, recimo, ne. Zdaj, ne, so ti pristopi veliko bolj osebni, ne, se pravi, ne pošiljajo več naključne osebe, ne, ampak prav točno izbrane žrtve, ne. Se pravi, verjetno tudi spremljajo, kdo recimo vas spremlja, ne, se pravi, to so osebe, ki jih zanima ta tematika, ne, ki bi želeli investirati, ne, in potem ja, enostavno, tako kot ste rekli, ne, skopirajo vaš profil, vaše fotografije, vaše ime, naredijo nove račune in potem pač kontaktirajo te žrtve, ne, ki so nekako najbolj na udaru, bom rekel, ne. A vas lahko tukaj samo ustavim, ker to je zelo zanimivo, kar ste rekel zdaj, da v bistvu targetirano izbirajo v bistvu svoje žrtve. Zaradi tega, ker sem opazila, da pošiljajo sporočila v smislu dobrodošel na platformi, recimo to je na Discordu dostikrat pogosto, sporočilo dobrodošel na platformi Money How in potem ta lep uvodni pozdrav in potem čez nekaj sporočil pa sledi v bistvu ponujanje neke platforme. Seveda, ne, oni se morajo predstaviti kot neka legitimna entiteta, ne, se pravi, oni pravzaprav ubirajo enake korake, kot bi jih, če bi res nekdo ponujal neko tako storitev, ne. Tudi recimo, jaz sem včasih tudi grem na kakšno skupino ali na Telegramu ali na Discordu, pač to niti ni važno kje, no, in zelo hitro potem dobim razne ponudbe, ne. Se pravi, te osebe tudi potem spremljajo, sploh če je recimo javno vidno, ne, kdo so, katere osebe so na kakšnih kanalih, ne, in potem pač eno za drugim, ne, potem pošiljajo taka sporočila, ne. In seveda, ne, v teh primerih velika večja verjetnost, da bo nekdo nasedel, kot pa če bi pošiljali čisto nekim naključnim osebam, ne. Zdi se mi v tej dobi umetne inteligence, da je to postalo še bolj poenostavljeno, zelo hitro lahko prilagodiš sporočila, popraviš, da so ustrezno napisana, slovnično pravilno napisana, da so v pravem spolu in tako dalje. Se pravi, z umetno inteligenco si predstavljam tudi precej pomagajo. Ja, sigurno, ne. Ampak vseeno, no, zdaj ni zdaj tukaj ta orodja umetne inteligence vseeno niso sposobna toliko, da bi si zdaj izmislila neke nove načine prevare, ne. Pravzaprav gre za stare prevare, ne, ki pa so seveda bolj verjetna, ne, s temi orodji umetne inteligence, ne. Zelo verjetno se tudi uporabljajo za prevode, verjetno imajo tudi kakšne chatbote, ne, se pravi, da
ko se žrtev pogovarja, ne, z nekom, ne, zelo verjetno tam zadaj ni nekega človeka, ne, ali pa mogoče ta pride potem v naslednjem koraku, ne, ampak ta začetna komunikacija je sigurno z nekimi avtomatskimi skriptami narejena. Dajte mi povedati zdaj, okej, očitno so digitalno pismeni ti prevaranti, ne? Pa vas bom še tako vprašala, a so tudi finančno pismeni, da točno ve, ali pa nekako poznajo psihologijo človeka in vejo, na kaj trza človek, kakšna pismenost je tukaj prisotna? Ja, v bistvu ne tukaj pri teh spletnih goljufijah, ne samo pri teh, no, o katerih se zdaj govorimo, v bistvu na splošno, ne, pri spletnih goljufijah zadaj pravzaprav ni neke tehnologije. Ne, tukaj gre bolj ali manj samo za psihologijo. Se pravi, mi temu rečemo socialni inženiring. Ne, se pravi, to je prav umetnost, kako nekoga prepričati, da bo nekaj naredil, če se drugače ne bi naredil. Ne. Tukaj pač tehnologijo uporabljajo kot neka orodja, ne, ampak ni, da bi bili zdaj to neki tehnično napredni napadi. Ne. Pravzaprav oni ciljajo samo na nas, ne, na naša čustva, na naše ranljivosti. Ne. Pa saj konec koncev čustva so zelo povezana z denarjem. Tudi na borzi stalno govorimo, da sta prisotni tako pohlep kot strah nad te dve čustvi, a ne. Tako da ni tukaj neka znanost, če smo čisto iskreni, saj veš, na kateri gumb je treba pritisniti. Tako nekako, ne. Tukaj je tudi ta moment, no, da mogoče tudi to, ko ste rekli, ne, so oni zelo finančno pismeni. V bistvu jim niti ni treba biti, ne bom rekel. Ne. Oni pravzaprav, če berete ta njihova sporočila, ne, so načeloma tako dosti prepričljiva, ne, sem potem pa je nek element, ne, ki pa nekdo, ki je vsaj malo finančno pismen, no, nek tak bistven element, ne, pa nekdo, ki je že nekaj investiral, ki že ve, kako to dela, ne, se tam ustavi, ne, je pol mu jasno, ne, da to recimo ne drži. Ne. Tukaj ste dali recimo nek primer, ste mi prej poslali, ne, ko je nekdo napisal, ne, posrednik pa ponuja shemo zaščite kapitala, ki ščiti vaš trgovalni kapital pred kakršnokoli izgubo. Ne. To nekdo, ki je že kdaj resnično investiral, ne, ve, da tega ni. Ne. Se pravi, da bi ti nekdo garantiral, ne, da tisti denar, ki ga ti vložiš, da ga ne boš mogel izgubiti. Ne. Ampak to so taki mali triki, ne, s katerim mogoče prilisičijo tiste, ki mogoče niso toliko finančno pismeni. No. Pač moramo vedeti, ne, da finančna pismenost v Sloveniji je precej majhna. Ne. Sploh in pač ljudje tudi radi vidijo, ne, mislim, to, če grejo v to smer, ne, včasih pač ubiramo bližnjice. Ne. Marija, to absolutno. Ne. Bližnjice so tiste ta prva zadeva, ki jo najprej uberemo, zato da pridemo čim hitreje do nekega cilja. Zdaj ste zelo lepo povedali, a ne. Načeloma na naši platformi MoneyHow nismo pristaši nekih hitrih zaslužkov, to tudi večkrat povem, pač enostavno jaz ne verjamem v hitre zaslužke, 1000 evrov, 4 dni, 25 000 evrov zaslužka, mislim, da je nonsens. Garantiranih zaslužkov ni, tudi to konstantno poudarjamo in ponavljamo, na borzi ni nobenih garancij, sploh pa ne v kripto svetu. Če pa že prodajo neko garancijo, boste pa mogli za to drugo plačati. In zdaj, ja, se mi zdi, da je pomembna finančna pismenost, ampak saj veste, kako je to, a ne. Hitro lahko se zgodi, da pač enostavno kliknemo na kaj ali pa se hitro odzovemo. Poglejte, vam bom dala en primer, ki se je zgodil tako pred parimi dnevi. Dobila sem sporočilo od predsednika uprave ene večje finančne družbe. Dobila sem sporočilo, ime podjetja, zahtevek in dokument priložen Excel dokument. A ne, zdaj načeloma od tega gospoda nikoli nisem dobila takih sporočil in meni se je zdelo, da gre za prevaro. Čez nekaj časa, ko sem mu poslala SMS, da naj to preveri, mi je sporočil, da gre za prevaro in da ne smem klikniti. Se pravi, mislim, mi smo bombardirani z nekimi prevarami pravzaprav od vse povsod in to od ljudi, ki imajo neko ime, neko kredibilnost. Res je, ne. Žal je tega čedalje več. Ne. In čedalje težje pravzaprav je prepoznati te prevare. Ne.
Tudi včasih mi dobimo kakšno lažno sporočilo, pa se že 30 let s tem ukvarjamo, ne, pa moramo kar dobro pogledati, ne. Gremo tam gledati kakšne artefakte noter v elektronskem sporočilu, v zaglavju, ne, ki je bilo poslano, ne, da pol ugotovimo, da pravzaprav je lažno, ne. In tukaj je en tak problem, ne, za katerega ne obstaja neka hitra rešitev, ne. Tudi včasih, ne, je bila naša naloga, se pravi, ti, ko se ukvarjamo nekako z ozaveščanjem, smo imeli dosti lahko nalogo. Smo rekli, poglejte, kam vodi povezava v sporočilu, poglejte, da je v naslovni vrstici ključavnica, ne, da ni kakšna čudna slovenščina, ne. Zdaj tega ni več, ne. Slovenščina ni več noben problem, ne. Ključavnica v naslovni vrstici je na vsaki phishing strani, ne. Tudi kam vodi povezava, ne. Včasih povezava vodi na tako stran, za katero si niti pod razno ne bi mislil, da je phishing, ne. In teh nasvetov je čedalje manj, ne. In zaenkrat, ne, še zmeraj velja tisto, ne, da če prejmemo neko neobičajno sporočilo, ki ga mogoče tudi nismo pričakovali, ali pa da nekaj odstopa, ne, od nekih običajne strukture, ne, potem dajmo se ustaviti, ne. Dajmo se ustaviti, pa tako, kot ste vi naredili, ne, poklicati tistega, ki nam je to poslal, pa se pozanimati, ne. Sploh recimo pri kakšnih podjetjih, ne, zdajle so taki zelo enostavni triki, ne, potem na spletni strani pogledajo, kdo so njihovi poslovni partnerji, potem pa pošljajo elektronsko sporočilo na računovodstvo, pri katerem ponaredijo sporočilo, da izgleda tako, kot da je prišlo s strani poslovnega partnerja, da so zdaj spremenili bančni račun in da imajo pač IBAN, novo IBAN številko, ne, in da naj zdaj vsa nadaljnja nakazila nakazujejo na ta račun, ne. In če ta prejemnik, ne, ki je to prejel, dodatno ne preveri, ne, recimo tako, da pokliče, ne, se lahko hitro zgodi, ne, da pač verjame, ne, vpiše tisti IBAN v svoj sistem, ne, in grejo nadaljnja nakazila naprej, ne. In tukaj, to niso neke samo teoretični primeri, ne, tukaj imamo konkretna oškodovanja, več 100.000 evrov so se že zgodila, ne, pa na podlagi takega zelo, zelo enostavnega trika, ne. Ali pa recimo tudi ena varianta je to, da potem pošljajo na računovodstvo sporočilo, pri katerem ponaredijo enega od zaposlenih, ne. Naj nakazujejo plače zdaj na drug račun, ne. Ja. Ja, to je tudi dobra fora, to tudi treba paziti, ne. Ja, čeprav smo že toliko časa v tem, ne, ampak še zmeraj nas presenetijo, ne. To je res neverjetno, ne, ko njihova domišljija res ne pozna meja, no. Poslala sem vam tudi en primer, ko je v bistvu se en predsednik uprave neke družbe za upravljanje v bistvu pogovarjal s fake Marijo, a ne, ker ta fake Marija ga je v bistvu povabila oziroma spraševala, ali trgujete, investirate, in potem je on odgovarjal, da investiram na dolgi rok, ja, kako dolgo že trgujete, kakšen je, ali izgubljate, ustvarjate dobiček, ne, in sta se zapletla v pogovor in seveda ta predsednik uprave se je kar malo pogovarjal in na neki točki je vprašal, ali govorim z umetno inteligenco. Odgovor je bil sploh ne, to je Marija Milič, imate kakšne ideje o kopiranju trgovanja, kar takoj direkt v akcijo. A ne, zakaj tako praviš, in potem tako zazdelo se mi je odgovoril potem ta predsednik uprave. A ne, ampak povedal mi pa je, a ne, ker mi je potem poslal ta sporočila, da deluje zelo, zdaj bom uporabila njegove besede, scary, in da bi lahko marsikdo nasedel, ker pač ne. Ja, zdaj ta, ki se je pogovarjal, ne, mislim, ima neko znanje zadaj, ne. Zdaj si pa predstavljate nekoga, ki šele vstopa ta svet, ne. Bodisi ali je kakšen, tukaj tudi starost nima kaj velike razlike, ne. Tukaj so žrtve lahko tako mladi, ne, kot starejši, ne. Problem je tudi to, ne, da napadalci oziroma spletni goljufi so našli en zelo učinkovit način, kako priti do žrtev, in sicer preko oglasov, ne, se pravi na spletnih portalih ali pa na družabnih omrežjih.
Ne, recimo tisti, dostikrat vidimo kakšne oglase, ne, kako mlada mamica, ne vem, iz Maribora zasluži 10.000 evrov na leto, ne, pa kako, ne vem, 250 evrov spremenite v 2500 evrov, ne, in če kliknete gor, ne, potem se odprejo članki, ne, ker so ponavadi kakšne slike ljudi z Ferrari pa ne vem kakšnimi hišami, ne. In če berete tisti, ne, način, tam je pol prav opis, ne, kako pravzaprav vi služite, ne, s tem trgovanjem, ne, se pravi, da gre za nekega trgovalnega bota, ki temelji na umetni inteligenci in praktično ni možnosti, da bi karkoli izgubili, ne. In če nekdo to bere, ki mogoče ni toliko, bom rekel, ne Veš, iz pozna, financ. tako, ne, če ni iz financ, ne, ga lahko zelo hitro zavedejo tiste besede, ne. Sploh to, ne, ker oni pol kar začnejo z nekimi izrazi, ne, ki se zdijo zelo strokovni, ne, ampak za nekoga, ki se pa spozna, ne, pa zelo hitro vidi, ne, da tist ne pije vode, ne, da je tisto Mislim, že iz gladko naslova veš, da izmišljeno. to ne pije vode, a ne. Saj to so clickbaitovski neki naslovi in že iz tega vemo, da pač ne bi smel klikniti na tisto in šel raziskovati. Ja, Zdaj, se ke pa ja. tukaj je problem tudi to, ne, da ljudje kar malo zaupajo tem oglasom, ne. To je, ne, se pravi, ne pridejo neki naključno, ne, si mogoče tudi mislijo, ne, da če je pa to, ne vem, objavljeno na Facebooku, pa mogoče Facebook prej preveri, ne, ali je nekaj res ali ni res, ne. Žal ni, ne. Tukaj je v bistvu tudi, imamo tudi tak problem, ne, da mi, ko v okviru programa ozaveščanja varni na internetu, na Facebooku opozarjamo o takih goljufijah, ne, nam brišejo objave, ne, zato ker je noter neki, kaj se kripto ali pa investiranje ali pa kaj takega, ne. Ja. Ampak ko pa mi prijavljamo tiste lažne oglase, ne, pa napišejo, nismo našli nič spornega, ne. In lahko taki oglasi tudi po par tednov, tudi po par mesecev ostanejo na Facebooku, ne, in Kdo ni pa čudno, klikne ne. na ta oglas? A to so mlajši, starejši? Ja, oni prav targetirajo, ne, saj tudi na Facebooku si lahko natančno označiš, ne, komu naj se prikazujejo kakšni oglasi, ne. Recimo, ne, oni pa potem imajo tudi večinoma teh goljufov ne izvira iz Slovenije, ne, imajo potem tudi za različne države, ne, imajo različne oglase, potem tudi vodijo se pravi, slovenske oglasi, ne, ki so ciljani na slovenske uporabnike, vodijo na slovensko spletno stran, recimo na hrvaški, ne, potem je spletna stran prirejena v hrvaščini in tako naprej, ne. Ja, zdaj niso samo oglasi na Facebooku, dobivamo tudi klice iz recimo Hrvaške, dostikrat dobimo kakšen klic, ali pa tudi iz Slovenije, ker nam ponujajo neke trgovalne platforme. Pa tudi recimo opažam, ne vem, zdaj o tem sem že naredila epizodo, mlade influencerke na TikToku ponujajo sanjske zaslužke, je skupina nekih mladih, ki ponujajo neke bote, s katerimi ti lahko trguješ oziroma prekopiraš neke signale, gre za v bistvu nek mrežni marketing, nek digitalen produkt, neko izobraževanje, ki ga ponujajo zelo drago, a ne. Ampak tukaj sem pa jaz tudi v bistvu, pač sem bila na vezi in tako z Agencijo za trg vrednostnih papirjev kot s policijo. Na agenciji so takoj izdali opozorilo, kriminalisti oziroma policisti so se pa lotili raziskave tega in so ugotovili, da ni elementov kaznivega dejanja. Ja, to težko komentiram, no. Samo zdi se mi pa to problematično, zaradi tega, ker pač vse te sheme, dokler pač ne propadajo, pač delujejo legitimno, a ne. Tako je, ne. Tukaj, kar mi vidimo problem, ne, recimo, če nekaj prijavite na policiji, da policija težko ukrepa, če ni nekega konkretnega oškodovanja. Ne, sploh, ker grejo te goljufije izvirajo iz tujine, ne, se pravi, nuca policija dobiti podatke strani tujih organov pregona, ne. In problem, ne, ki jih imajo tukaj organi pregona, je to, da je tega toliko veliko, ne, da
tuji organi pregona sploh ne odreagirajo, če ni, ne vem, če naša policija ne reče, ne vem, da si bo malo zmislil, ne, da je prišlo do oškodovanja 30.000 evrov, recimo. Ne. Ja. Tako da mi v vsakem primeru, ne, če oškodovancem svetujemo, tisti, ki so že nekaj nakazali, ne, pa so pa ugotovili, da so bili prevarani, pejte na policijo, dajte prijavo, ne, to tudi na policiji načeloma pač priporočajo, da se dajo prijave, ne, zato ker potem, tudi če ste recimo samo 250 evrov zgubili, ne, zato ker pol, če oni dobijo več prijav, lahko potem te zneske se štejejo, ne, in potem lahko lažje mogoče kakšne postopke v tujini sprožijo. Zdaj, ko ste rekel, da ne odreagirajo, pa me zanima, se tudi platforme same pogosto ne odreagirajo. Recimo, jaz sem na TikToku prijavila nek fake profil in so mi rekli, da niso našli nobene kršitve avtorskih pravic, pa skopirano je vse dobesedno. Ja, to je tudi ena problematika, za katero ne vemo, kako se jo rešiti. Ne. Tudi recimo ponudniki gostovanja, ne, kjer gostijo, kjer so te lažne spletne strani, to če dobijo recimo našo prijavo, ne, mi to dostikrat za kakšne te take lažne strani ponudnikom gostovanja pišemo, ne, dajte tole imate, ne, tole je neka prevara, ne. In zelo veliko, kad se pa zgodi, ne, da rečejo, ja, mi zdaj ne moramo presojati, kaj je prevara, kaj ni, dajte odredbo sodišča, ne, pa bomo zadevo zaprli. Ne. Zdaj, kako dobiti odredbo sodišča, ne, za tam nekega spletnega, za nekega ponudnika gostovanja v neki tretji državi, ne, to v bistvu nima smisla, ne, ker itak dokler bi se cel ta sodni postopek toliko časa, kot se vleče, ne, oni že 3-krat spremenijo spletno stran. Pa ponudnika, ne. To sem vas hotela vprašati, ko ste rekel, da naj grejo na policijo. Pa vas bom drugače vprašala. Recimo, jaz kot novinar, urednik, kot človek, ki želi finančno opismeniti Slovenijo, Slovence, pač to jemljem kot zelo odgovorno delo. Ni mi vseeno, kaj v bistvu objavimo. Pač mi je pomembno, da so korektne informacije. A to pomeni, da tudi tisti, ki so bili, katerega ime je bilo zlorabljeno, profil je bil zlorabljen, tudi gre na policijo in prijavi, ne vem, neko kaznivo dejanje zoper neke neznane osebe? Ja, jaz mislim, da to je vsekakor fajn narediti, no. Že zato, da, glejte, veste, v končni fazi vi lahko rečete, glejte, jaz sem naredila vse, kar je v moji moči, ne, da do tega ne bi prišlo, ne. Zato, ker sigurno ste tudi vi tukaj žrtev, ne. Zato, ker se tudi potem oškodovanci na vas obračajo, ne, pa verjetno tudi od vas terjajo, pa vas sprašujejo, ne, zakaj ste me prevarali, ne. In morate se potem vi zagovarjati, ne, da niste bili to, ne. Zaenkrat se to še ni zgodilo, ampak glede na to, da je teh prevar res zelo veliko in vse pogostejše so na vseh možnih platformah, moram iskreno priznati, da me malce skrbi, zaradi tega, ker pač naša filozofija je, pač ni hitrih zaslužkov, verjamemo v počasno, sistematično, disciplinirano investiranje in pač tukaj ni nekih, ne propagiramo nobenih finančnih produktov in se mi zdi, da, ne vem, skrbi me, v glavnem, da bi lahko prišlo do kakšnih teh zlorab, ker sem pa dobila tudi kakšno sporočilo od kakšnega kolega, joj, ti si pa mene dodala na TikToku, pa jaz tako, ne, nisem, ker ne dodajam nikogar na TikToku, ne pošiljam nobenih sporočil. Tako da to se mi zdi zelo zaskrbljujoče, pa tudi ni se samo, da sem jaz žrtev tega, vidim, da so tudi drugi, recimo nekateri pač posamezniki žrtev, da v bistvu se pošiljajo v njihovih imenih različna sporočila. Zadnjič mi je ena kolegica razlagala, da je nekdo ustvaril fake profil na Tinderju. Res je. In težko je kaj pametnega narediti, bom rekel, v tem primeru, ne. Ja, saj imajo neke te platforme, imajo potem možnosti, ne, da ti lahko prijaviš neke lažne profile ali pa če se kdo izdaja za tebe, ne, samo nimaš pa nobene garancije, da bodo oni potem te profile odstranili, ne. Oziroma tudi, če ga odstranijo, ne bodo s temu storilcu mogli vnaprej prepričati, da ne bi še ponovno kaj takega naredil, ne. Ampak samo, če pomislimo, kam gremo, kje smo in kam gremo, ne, z tudi temi deepfakei, mislim, da ti lahko danes praktično veliko stvari narediš,
in se pravzaprav niti ne moreš zaščititi, a ne? Ne moreš ti v bistvu, ne moreš vnaprej preprečiti nekomu, ne, da bi ukradel tvojo identiteto. Ne. Nikakor ne. In pravzaprav ne, tudi te platforme, se mi zdi, da nič kaj jih ne skrbi ta problematika, no. Da se ne ukvarjajo preveč s tem. No. Da se res ne ukvarjajo. Ne, zato ker to je v bistvu za njih pravzaprav strošek. Ne. Oni nucajo nekoga, ki potem to gleda, ki potem preuči, ne, ali je nekdo pravi ali ni pravi. Ne. Sploh pa, če recimo se nekdo oglašuje, ne, na njihovi platformi, ne, oni od tega dobijo denar. Ne. Mislim, zakaj bi zdaj oni nekoga blokirali, ne. Zakaj bi odstranili tiste lažne oglase, če dobijo denar od njih. Ne. Zdaj sem malo sarkastičen, ne, ampak Ja. zdaj, Zdaj, mislim, vse oni tudi ne rečejo tega, ne, ampak kaj drugega si tudi mi ne moramo misliti. Ne. ja, pa se vidi, da so pač ne odzivajo oziroma pač povejo, da ni nobene kršitve. Zdaj, opazila sem recimo nekateri profili na TikToku imajo po več, a ne, ki so fake profili, imajo več tisoč sledilcev. Kako so pa dobili te sledilce? To pa zdaj je vprašanje. No. Mislim, obstajajo tudi kakšni servisi, ne, kjer ti lahko kupaš, ne, mislim, sledilce. Ne. Sicer pač odvisno od teh servisov, ne, ali so to kar čist neki brezvezni računi, ne, lahko pa so tudi kakšni taki malo bolj kvalitetni, ne, ker so ti sledilci, ne, tudi že kakšni zelo stari računi, ne, ali gre za kakšne zlorabljene ali pa vnaprej pripravljene. Ne. Tukaj jaz težko rečem, no, kaj je, ne, ampak obstajajo, mislim, možnosti so zelo različne. No. Tukaj se sprašujemo o ekonomiki, a ne, se pravi, vsem, če nekaj oglašujejo ali pa kupujejo neke sledilce, očitno na drugi strani dobijo toliko več, da se jim to dejansko tudi splača. Ja, Pač ena mala seveda. investicija, zato da pol več profitiraš, a ne? Seveda, ja, jaz mislim, da ta return of investment za spletne goljufe je zelo velik. Ne. Zdaj se tudi oglasi, ne, ko jih zakupijo, niso zastonj, ne, ampak to je, ne, mislim, mi dobivamo pol prijave, ne, s strani žrtev, ne, in tega je zelo veliko. Ne. In to Kaj pa pravijo žrtve? Kako so bile ogoljufane, koliko denarja so izgubili? Dajte nam kakšne primere konkretne. Ponavadi zelo veliko. Mislim, da je pač odvisno od vrste goljufije, ne, ampak če govorimo tukaj o nekih investicijskih prevarah, so zneski tam, recimo, povprečje, ne, tam 10.000 evrov. Ne, se pravi, kakšni so sicer tudi manjši, ne, ampak so pa kakšni, ne, ko so pa res, mislim, izgubili take velike vsote, ne, da se človek res vpraša, no, kaj je tukaj zadaj, ne, kako so nekoga lahko prepričali. Ne. Saj potem, ne, ko se človek zave, ne, pol vid, ne, pa nazaj gleda, ne, točno ve, kje ga je posral, ne, kje je bila tisti trik, na katerega so ga dubali. Ne. Ampak v tistem trenutku, ne, ko se je pa to dogajalo, ne, se nobene zaveda, ne, da je pač goljufija. Ne. Vse zgleda toliko legitimno, ne, da niti ne razmišljajo o tej možnosti. Ne. Sploh pa potem, ko že nekaj vložijo. Dostikrat se tudi to zgodi, ne, da potem, ko že nekaj vložijo, ne, in potem, ko bi mogli ta denar dobiti nazaj, ne, potem itak goljufi tega denarja nikoli ne dajo nazaj, ampak zmeraj potem rečejo, ja, moraš zdaj še malo vložiti, pa še neki denar za neke davke, pa za neke prispevke, pa bohe kaj dati. Ne. Pol mogoče kakšen začne malo tem razmišljati, ne, ampak mogoče si marsikdo tudi ne želi priznati, ne, da je bil goljufan, ne, pa vseeno upa, ne, da bo dobil tisto nazaj, kar je vložil, ali pa mogoče še kaj več. Ne. Pol, ja, Koliko časa traja od trenutka, da spoznaš, kaj se pol zgodi? A opustiš idejo, da boš dobil povrnjen denar nazaj? Ali kaj narediš pol? Kaj se dogaja s tem? Ja, to je od vsakega posameznika nekako odvisno, ne, kdaj ugotovi, da je bil res prevaran. Ne. Eni zelo dolgo ne, eni tudi potem, mislim, imamo tudi pol kakšne primere, ne, pri katerih nas kontaktirajo sorodniki.
žrtev, ne, ali pa prijatelji, ne, in povejo, lejte, tukaj, ali ne vem, moja mama ali pa moj prijatelj, ne, je padel v tole shemo, ne, jaz vem, da je goljufija, jaz sem mu tudi vaše članke že pokazal, ne, in kar noče verjeti, ne, kar še zmeri misel, ne, da bo on dobil tisti denar, ne. Verjetno je pa Kje zelo veliko tudi takih, ki jih je sram priznati, pa to mu pa ne to pa bojo sigurno, nikoli to nikomur pa nič sigurno, povedali. sigurno, ne, to se tudi mi zavedamo, ne, da to število prijav, ki jih mi dobimo, ne, to je samo vrh ledene gore, ne. Zelo veliko je po moje tudi takih prevar, ne, pa teh oškodovanj, pri katerih so žrtve, da niti nočejo iti komurkoli povedati, ne. Ne nam, ne policiji, ne prijateljem. Kakšen je profil teh ljudi, ki nasedejo? So to ljudje, ki želijo na hitro obogateti, ali so to neki delovni ljudje, ki hitro verjamejo v kakšne take zadeve? Uh, Ta spekter žrtev je zelo širok, ne. Mi mi tako rečemo, ne, da vsak lahko nasede. Ne, za vsakega imajo pripravljen en scenarij, na katerega ga lahko dobijo, ne. Samo mogoče eni prepoznamo malo več malo več zlorab vnaprej, eni malo manj, ne. In mi probamo to doseči, no, da se žrtev ne bi nekaj zasmehovalo, ne, ali pa da bi se kazalo na njih s prstom, ne. Ko dostikrat to naredimo, ne, da ne vem, ali tudi če so recimo kakšne ljubezenske prevare, ne, pa ne vem, se pol zasmehujejo, ja, ste slišali, ne vem, je ena gospa tam nakazala nekemu vojaku tam na ladji ali pa komurkoli, ne vem, 50.000 evrov, haha, ne. Mislim, po drugi strani, ne, pa ta ista oseba, ne, naslednji dan pade na nek phishing napad, ne, pa vpiše svoje gesto tam, ker ga ne bi smel, ne. To res probamo, no, da se ne bi zasmehovalo žrtev, ne, da je treba mogoče tudi včasih pogledati, ne samo ta tehnološki vidik, ne, zakaj, kako so nekoga obdolžili, ampak tudi ta psihološki, ne vem, mogoče je tudi tista oseba bila takrat kaj v stiski, recimo, ne. Tudi recimo so kakšni primeri, ne, ko ljudje rabijo kredit, ne, da za sprotno življenje in potem so premalo kreditni sposobni, ne, da jim bi dobili kredit na banki, ne, in potem iščejo druge variante in hitro najdejo na neke ponudbe, ne, za katere se kasneje izkaže, da so goljufija, ne. Tako da ne, da so ostali, mislim, da so v minusu, ne, ampak še več v minus so šli, ne, kakor so mislili, ne. Tako da te zgodbe so lahko včasih res tako zelo pretresljive, no. Meni se zdi, tako kot poznam jaz naše poslušalce, gre večinoma za moške, dobro situirane, izobražene, pa se mi zdi, da je tako nemogoče, da bi en tak profil nasedel. A se motim? Saj tako, kot sem rekel, no, jaz načeloma vedno rečem, no, vsak lahko nasede, ne. Tudi tisti, tudi kakšen strokovnjak, glejte, tudi jaz sem že prišel kdaj sem dobil kakšno sporočilo, ki je bilo res tako, no, da sem mogel kolega vprašati, no, kaj si pa ti misliš, no. Pa se že, ne vem, 25 let s tem ukvarjam, ne. Tako da včasih tudi nam kdo pošlje, ne, kakšno prijavo, pa reče, jaz vse spremljam, kaj vi objavite, ne, vse vem, kakšne goljufije so, ne, ampak zadnjič se mi je pa ful nekaj mudilo, sem bil v trgovini, nekaj nesel vrečke, pa še nek dež je padel in potem sem dobil še neko sporočilo, da moram hitro tam nekaj klikati, drugače mi ne bo banka delala, ne, in sem kliknil, pa sem vpisal svoje podatke, ne, sem pa šele, ko sem domov prišel, gotovo, ne, da to mogoče ni bilo prav, ne. In kaj pol Včasih narediš? pridejo kakšne take situacije, ne, da imaš toliko vsega, ne, da v tistem pa še dobiš nekaj takega, ne, da zmeraj, ne, pri teh prevarah je treba nekaj hitro ukrepati, ne, drugače se bo nekaj hudega zgodilo, ne. In takrat, ko hitro nekaj odreagiramo, ne, takrat največ delamo napak, ne. Mislim, jaz dobivam teh SMS-ov ogromno
in sporočil na maile, tako da tega je res zelo veliko, ampak res nikoli nič ne klikam. Sem pa tudi jaz enkrat klikala, ko sem dala nek oglas, sem nekaj narobe poklikala, pa vpisala, pa sem pa tudi ugotovila, da pač je šlo za prevaro, ne. Ja, vidite, ne, Um, mislim, to so pa včasih so sem kakšne majhne spremembe ali pa pridejo na tak način, da niti pod razno ne pričakuješ, ne. To, ko ste zdaj rekli, ne, ja, to je tudi recimo zdajle zelo pogosto, da če ti daš nek oglas, ne, spletni mali oglas, recimo na Bovhi pa Facebook Marketplace, te zelo hitro kontaktira nekdo, ne, ki se predstavlja, da je iz enega drugega kraja, ne, in da bi on kupil ta tvoj izdelek in da uporabiš potem tisto storitev Bovha brez skrbi, pri kateri pošta pride iskat, ne, izdelek, ne, tako da tebi ni treba na pošto hoditi, ne, ful dober, ne, in on recimo je že nakazal denar na pošti, ne, in tebi sem pa pošlje neko povezavo, kjer ti vpišeš številko kreditne kartice, ne, zato da bi dobil potem denar na kartico, ne. In včasih, ne, je pač si misliš, super, ne, mislim, ne bo treba iti na pošto, pa tega sem se že hotel dolgo časa znebiti, ne, končno eden, ko bo to kupil, ne, in potem tisto vpišeš, ne, pa se verjetno zaveš, ne, enkrat, ne, da pač denar na kartico ne dobiš čisto tako, ne. Zdaj pa recimo tukaj zgodba še naprej, ne, gre, ne, ta scenarij, ko ga imajo, ne, potem oni v bistvu, ko dobijo oni podatke od tvoje kartice, ne, naredijo oni nek nakup, ne, ponavadi za neke kriptovalute, ne, in potem imajo noter v oknu se pojavi nek chat, ne, neka podpora, ne, rečejo, ja, vi, ker prvič uporabljate tole, ne, morate najprej potrditi testno transakcijo, tam bo pisalo 500 evrov, ne, ampak to se ne sekirajte, to je samo testno, ne, to se ne bo poznalo na vašem računu. Ne. Take male detajle, ne, se potem, ko gledaš za nazaj, ne, pa zdaj, ko se Meda to pogovarjava, ne, nama je vse jim jasno, ne, se ko prvič nekaj takega doživiš, ne, pa mogoče niti ne pomisliš, ne, da bi bilo zadaj nekaj čudenega, ne. In pa so tudi še zelo prepričljivi, ja, zdaj kupac je že nakazal denar, vi morate zdaj to sprovesti, drugač, ne vem, se bo nekaj zgodilo, drugač boste kartico imeli zablokirano. Mislim, to resno, zelo dobro znajo zmanipulirati človeka. Zanimivo, ne, kam smo prišli. Ampak dobro, vse te prevare so z nami že zelo dolgo časa, zdaj se sam pač je preoblečen v drugo podobo, tudi uporabljajo sodobna orodja, zato da lahko pridejo do svoje žrtve. A vas lahko še nekaj vprašam? Poslala sem na tudi en primer, ki je v bistvu bil s Facebooka, mi ga je poslal en pač sledilec in je v bistvu prekopiran profil v celoti z izjemo imena Melita Senčar. Je ime tega profila in je v bistvu vse moje, od slik do vsebine. Kaj pa je poanta tega? Je zelo verjetno nekaj podobnega kot to, kar se vam dogaja že drugače. No. Mogoče gre tukaj tudi za nek zlorabljen profil, ne. Se niti ni nujno, da je nek nov. Ne. Včasih tudi zlorabljajo odrejo kakšen Facebook page, ne, pa če ima recimo ti že nekaj par tisoč sledilcev, jih pravzaprav takoj dobijo pol, ne, samo zamenjajo ime profila. Ne. Mislim, to pač z nekim razlogom delajo, ne, verjetno zato, ne, da bodo probali prek tega profila še koga zlorabiti, ne, pač v vašem imenu. Ne. A se lahko mogoče dotaknemo še ene zgodbe, ki mi je bila zelo zanimiva, mislim, da je bila predstavljena na Odmevih, in sicer primer Davida Zupančiča, zdravnika. Njegovo ime je bilo zlorabljeno za v bistvu promoviranje nekih, mislim, da prehranskih dopolnil, ne. Ampak je imel pa to srečo, da je bil ta prevarant v bistvu iz Slovenije, tako da so lahko ukrepali. A mogoče poznate ta primer, lahko kaj več poveste recimo o tem primeru in podobnih primerih? Ker Ja. jaz govorim zdaj sva se pogovarjali o primerih, ker so načeloma neki prevaranti v tujini in jih ne bomo nikoli izsledili, tukaj gre pa dejansko za primer, kjer ga je bilo možno izslediti. Ja, saj tukaj gre za te prodajo teh, mi temu rečemo, čudežnih medicinskih pripomočkov, ne. Ne vem, saj verjetno poznate, ne, mislim, ali za jetra, ali za noge, ali za krčne žile, ali ne vem, kakšne kapljice za oči, ne, ali ne vem, kapljice za ušesa, da boste spet slišali, ne. Ja, saj tukaj pač zdravniki in njihove zbornice
skozi opozarjajo, da ne tega kupovati, da boh ne daj, ker so čist nepreverjeni izdelki, lahko celo svoje zdravstveno stanje poslabšate, če to uporabljate. Zdaj, to je res, večinoma te oglasi potem, mislim, ko pač vi kupite ta izdelek, tudi dobite nekaj na dom, večinoma tukaj pridejo neki paketi, vam jih prinese dostavna služba, po možnosti še plačilo po povzetju, se pravi, nimate niti kakšne možnosti reklamacije, pa tistega denarja nazaj dobiti. Ni pa nobenih kontaktov podjetja, nobenih navodil, vi dobite pač ali neke tablete, ali neke kapljice, karkoli, neko kremo, in to ne bi zdaj delali. Mislim, mi zelo cvetujemo karkoli tacga nase dajati. Ker boh ve, kaj je v tistih zadevah noter. Zdaj v tem tukaj, pri teh prevarah, dostikrat potem ponaredijo neke spletne strani, in potem vzemajo fotografije kakšnih znanih Slovencev, znanih zdravnikov. V tem primeru, kako ste ga omenjali, mislim, da je bilo tako, kot ste res rekli, da je šlo za neko podjetje iz Slovenije, se pravi, da ko so kupci dobili nek izdelek, je bil tam naveden kot pošiljatelj neko slovensko podjetje, se verjetno so potem tudi nekako tako prišli do njih, ampak v večini drugih primerov, ko smo jih pa pri nas zaznali, so pa te pošiljke pridejo nekje iz tujine in ni sploh navedeno, kdo je pošiljatelj, če je že, je mogoče samo neko čudno ime, ponavadi, če malo pol googlaš, najdeš kakšno, ne vem, podjetje s tem istim imenom, kakšni Romuniji, Bolgariji, in pravzaprav niti ne veš, kdo je to poslal. Tako da včasih imaš lahko srečo, pa prideš potem do teh storilcev, ampak to je bolj izjema kot pravilo. Zdaj, ko omenjate vse te čudežne zadeve, čudežne tablete, čudežni donosi, tako da verjetno si predstavljam, da te prevaranti se vzamejo tudi nekaj časa, da preštudirajo ali pa da poiščejo, koga bodo pofejkali, po domače povedano. Kakšni so neki kriteriji, koga pofejkaš? Zdaj se opravičujem, ko uporabljam slang, ampak To smo pa že vse možne videli, od zdravnikov do politikov, tudi predsednico države, tudi predsednika vlade, razni politiki, zdravniki, športniki. Luka Dončić recimo je zelo velikokrat, kakšni bančniki. Luka Dončić, kaj recimo prodaja, kaj čudežnega prodaja? Mislim, da je prodajal neko investicijsko shemo. Tudi. Ja, ampak človek bi si predstavljal, da bo investicijske sheme prodajal nek bančnik, nek borznik. Ne, to pač izberejo različne zadeve. Smo imeli tudi recimo predsednico države, kjer so v bistvu naredili deepfake video. So vzeli njen video, ki je pač govorila na nekem dogodku, in so ta video tako predelali, kot da ona zdaj vsem Slovencem ponuja zaslužke na tej novi investicijski platformi, ki so jo Slovenci razvili, in da dajmo pohiteti, da je na voljo samo 250 prostih mest in tako naprej. Kaj se morate še malo več povedati o predsednici države, njenih sanjskih zaslužkih, ki jih je ponujala Slovencem. Kaj pa se je potem zgodilo? Mislim, verjetno se je ona na vas obrnila, ali ste vi to našli? Ja, glejte, to je bil deepfake video, ki so ga vrteli v Facebook oglasih. Se pravi, storilci so pač naredili ta deepfake video in potem zakupili oglase na Facebooku s tem videom. To so primeri, ki so dosti pogosti. Kaj pa se pa zgodi? Kako pa to umakneš? V teh primerih probamo najti kakšen kontakt na Facebooku, ali mi, ali pa urad vlade za komuniciranje neposredno, ampak včasih je zelo težko najti koga, sploh na hitro. In koliko časa se je ta oglas vrtel?
Mislim, da kar nekaj časa. No. Mislim, tukaj je problem to, ne, da tukaj je vedno ta igra mačke z miško. Ne. Potem, ko se je recimo ta oglas odstranil, ne vem, čez en teden je potem prišel podoben oglas, v katerem je to enako shemo ali pa neko zelo podobno, so potem novačili prek deepfake videa, v katerem je bil Robert Golob. Tako da žal je to, da če ti nekaj odstraniš, še ne pomeni, da si zadevo rešil, ker oni enostavno zakupijo nove oglase. Tukaj pač treba vedeti, da oni s tem zelo, zelo veliko zaslužijo. In Ampak a dejansko mislite, da je nekdo nasedel na ta oglas? Zdaj, na ta konkreten oglas vprašanje. Zato, ker v tistem primeru je bil glas kar malo čuden. Je zelo tako je predsednica malo po rusko zavijala. Se pravi, če si dobro poslušal, si videl, da je deepfake. Ampak, veste, dajte si predstavljati, ne vem, kakšne starejše ljudi, ki mogoče niso toliko tehnološko vešči, ki ne vejo, da taka orodja obstajajo. In čist lahko se zgodi, da kdo nasede. Zanimivo. Kaj moramo še obdelati na to temo? Se mi zdi, da so kar veliko te deepfake znajo biti kar problematični v prihodnosti, ker se zelo hitro naredijo, pa če so dosti kredibilno narejeni, zna biti to kar velik problem, a ne? Ja, res je. Mislim, saj te lažni posnetki, saj to ni nekaj novega, to že iz filmov poznamo, že mnogo let, ampak v filmu vemo, da to obstaja. Zdaj, problem je to, ko so ta orodja zdaj postala toliko dostopna pravzaprav vsem, da jih lahko vsak uporabi in ni nekega nadzora, ni neke kontrole, kaj lahko nekdo s temi orodji naredi. To je problem. Ampak zdaj, dosti krat govorimo, pač, da so na drugi strani žrtve, se pravi ljudje, ki so investirali. Ampak tudi na ta oseba, ki je bila zlorabljena, se to so tudi povedala, je tudi je v bistvu žrtva, ki je v bistvu ne ve, kaj naj naredi. Recimo jaz dosti krat rečem, jaz sem ujetnik, tega ne morem nič narediti, in sem prepričana, da marsikdo drug tudi. Videla sem pred kratkim, mislim, da je Maja Kevc tudi dala objavo na Facebooku, da tudi ona ponuja neko prevaro oziroma neko trgovalno platformo in da ona nikoli tega ne ponuja. Ampak kaj lahko še narediš za to, da ljudem jasno daš vedeti, da pač enostavno naj nasedejo na take zgodbe, na te čudežne napitke, na čudežne donose, na te čudeže, ki jih ponujajo prevaranti? Ja, žal ni neke take rešitve, ki bi neke 100% rešitve. Tukaj pač treba vedeti, dokler bodo ljudje nasedali, toliko časa bodo te goljufije obstajale. Kot vi, kot žrtev, ko ste se znajdli tukaj noter, imate tudi zelo omejene možnosti, kaj lahko naredite. Ja, lahko prijavite te lažne profile, kot da se izdajo, kot da ste vi, ampak tukaj je spet odločitev o tem, bodo to zbrisali ali ne, ni vaša, ampak je na strani platforme. Še največ, kar lahko naredite, je to, da objavite pač javno obvestilo. To mi vedno nekako priporočamo, da pač te osebe pač na teh kanalih, kjer so prisotne, ne objavijo, se pravi tistim na ta pravih profilih, naj povejo, da se to dogaja, da naj bodo uporabniki previdni, se pravi gre za neke vrste tudi ozaveščanje. Ampak tudi tukaj, to ni 100% rešitev, ker ti na tak način nikoli ne boš vse mogel tega povedati. Zmeri bodo oni prišli do nekoga, ki pa tega tvojega opozorila ni videl. Ja, pa ta opozorila, ko jih daš, nimajo neki prav veliko viewjev, ponavadi imajo kakšne druge vsebine, ne pa opozorila pred nekimi prevarami. Ok, se pravi, za konec mogoče dajva ene 3 stvari, ki jih morajo poslušalci, gledalci vedno imeti v mislih, da ne nasedejo takšnim prevaram.
obstaja ena tak univerzalno pravilo, ne, ki ga vsak pozna. Ne, tudi medva, mislim, da sva ga danes že parkrat povedala, ne, ampak ga včasih malo pozabimo, ne, ali pa ga hočemo malo pozabiti. Ne. To je to, da če je nekaj preveč lepo, da bi bilo res, potem verjetno ni res. Ne. To je še zmeraj univerzalno pravilo, ki še zmeraj velja v vseh teh prevarah, ki se zgodi. Ne. In včasih res se moramo, ne, če pridemo v kakšno tako situacijo, pa da nismo prepričani, pa da je mogoče malo čuden, ne, pa tudi če terja neko zelo hitro ukrepanje, ne, dajmo en korak nazaj narediti. Ne. Dajmo se ustaviti, malo premisliti, ne, zato ker pred, ko začneš pol malo razmišljati o tem, zelo hitro pol ugotoviš, ne, da tole nekaj verjetno ne bo v redu. Ne. Sploh pa, če pol še malo poguglaš, pa še koga vprašaš, ne, pa mogoče tudi pogledaš na naši spletni strani varni na internetu.si, ne, tam imamo opisane več kot 500 različnih goljufij, ne, in hitro potem vidiš, da nekaj ni v redu. Ne. Sploh, če ti nekdo obljublja neke zaslužke brez tveganja, ne, visoke zaslužki brez tveganja, ne, to ne obstaja. Ne. Zmeri se dejte tudi, jaz včasih tudi rečem, ne, pa misliš, da taki je ugotovo, kako iz 100 evrov, ne vem, v enem dnevu ali pa 2 dnevih 1000 evrov dobi, da bi to drugim povedal. Ja, te Ne, punce na ne bi, TikToku ne. pravijo, v 15 minutah so sposobne narediti 300 evrov. 15 Ja. minut, zakaj bi sploh hodil v službo? Ja. Skratka, imaš take, ki se skrivajo, pa očitno tudi take, ki propagirajo neke prevare, ki očitno še nimajo neke niso še propadle, a ne. Ja, žal, ja. A ne, ja, saj to bomo še videli. Kaj pa recimo, dajva še nasvet za tiste, ki so recimo zagazali v eno tako zadevo, kaj naj pa oni naredijo? Glejte, pač prijava na policijo, no, to v vsakem primeru priporočamo. Potem pa dajte, odvisno od tega, kako ste vi nakazovali denar, ne, poskušajte ugotoviti, če je kakšna možnost, ne vem, da tam dobite nazaj. Ne. Recimo, če ste plačali, govorimo tudi recimo o kakšnih lažnih spletnih trgovinah, ne, če ste plačali recimo s kreditno kartico, se na banki pozanimajte, ko obstaja tudi tisti chargeback zahtevek, ne, se pravi reklamacija, to mnogo uporabnikov niti ne ve. Ne. Če ste nakazali recimo prek SEPA nakazila, ne, na nek bančni račun, se tudi lahko obrnete na banko, tudi lahko date reklamacijo, ne, in potem vaša banka banko prejemnico pozove, ne, da se tista sredstva vrnejo. Da je včasih dela to, včasih ne, tukaj predvsem, če ne smete dolgo čakati, ne, se pravi, takoj, ko ugotovite, ne, da se je nekaj takega zgodilo, takoj ukrepati, ne zdaj čakati par dni, pa ugotavljate, ali je vseeno res ali ni res, ne, ker v tistih parih dneh ne bo denar šel, ne, in ga zelo verjetno ne boste nazaj dobili. No. Kaj pa, če narediš plačilo preko PayPala? Če narediš prek PayPala, ne, tudi to imaš možnost potem, mislim, imajo te možnosti reklamacije, ne, da v bistvu ti nek chargeback daš zahtevek nazaj, ampak ni pa v vseh primerih. No, kakor jaz vem, recimo ni v tistih primerih, če izbereš možnost plačila sorodniku ali prijatelju, nekaj v tem stilu. No. Tako da, tudi recimo, če kdo od vas zahteva recimo plačilo storitev, ne, prek PayPala, ne, pa reče, da tam izberete plačilo sorodniku, ne, ali pa prijatelju, ne, tisti ste lahko 100%, da je prevarano. No, evo. To se mi zdi zelo dober nasvet, da lahko v bistvu zahtevaš reklamacijo plačila, ampak kot ste rekel, to mora biti praktično takoj, v roku Čim kaj, prej, tako. 24 urah. Mislim, zdaj ne oziroma vem še točno, prej. kakšni so roki, ne, za tisto chargeback, ne, za kreditno kartico, je sicer nekaj dlje, no, ne vem zdaj točno koliko, no, ampak če pa recimo na bančni račun nakažeš, ne, pa res čisto takoj, no, dejte, no, zato ker ponavadi grejo itak ta nakazila potem na bančne račune nekih denarnih mul, ki potem ta sredstva zelo hitro dvignejo, pa po neki drugi poti nakažejo naprej, ali kupijo kakšne kriptovalute, ali karkoli drugega, ali kakšne bone. In tam se sled za denarjem tudi zelo hitro izgubi. No. Sploh ne morem verjeti, da je to dejansko biznis model, ki deluje.
ki deluje in zelo dobro deluje za njih. No. Evo. Odlično, najlepša hvala za super debato. Ja, hvala vam za povabilo. Hvala, da ste bili z nami. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.